Gledalke in gledalci, čas je za skok v šport. Danes je z nami Igor Trampuš, predsednik športnega društva Spin iz Lake. Gospod Trampuš, dobrodošli. Zdravo. Najprej k nedavnemu dogodku, organiziranem strani vašega društva. V petek in soboto se je odvilo dobrodelnih 24 ur športa. Povejte nam malce več o vseh aktivnostih, ki so potekale v sklopu tega dogodka. Ja, v glavnem začeli se je s kolesarjenjem. V petek zvečer smo imeli 3 ure maraton kolesarjenja. Istočasno se je začel še tek, kjer so 24 ur tekli, kolesarili. To je bilo za petek, v soboto smo ob 8 zjutraj začeli pa še z ostalimi dejavnostmi. Kaj je bil namen tega dogodka? To je dobrodelni, ta drugi že. Lansko leto smo prvič, to so v bistvu z Urošem Stoklesem organizirala. Lansko leto je padla pobuda, on se je pripravljal za RAM in sva prišla do tega, da bi neki njegov trening združili z dobrim namenom. In sva pol to lansko organizirala, prvič je bilo samo kolesarjenje, no letošnje leto smo pa dodali pol še ostale stvari, čisto iz tega ven, da se čim več različnih rekreativcev druži, proba, telovadi in take stvari. Iz tega ven se je tudi začelo. Bile pa so posebne aktivnosti tudi za otroke, če se ne motim. Ja, Anže, kateri že ima tudi telovadbo za otroke, je organiziral, oziroma skupaj smo organizirali Univodo telovadbo za otroke, je bilo tudi dosti obiska. Zanimiva zadeva, no prej nisem odgovoril, v bistvu ta dogodek, lansko leto smo zbirali denar za 2 šoli, oziroma za šolo osnovna Trbovlje, pa Slavko Grum, no letošnje leto smo pa samo za osnovno šolo Slavko Grum za nabavo enih terapevtskih pripomočkov. No, v sklopu dogodka je bilo tudi predavanje o te RAM, Race Across America, za tiste, ki ne vedo, to je človek bi rekel, ne vem, ultramaratonsko, morda še premiljiv izraz za takšno dirko. Morda tu velja povedati, za kakšno dirko sploh gre. To je v Ameriki kolesarjenje, zdaj ne vem točno, koliko mil mora prekolesariti. Predavanje so organizirali te, kateri so bili zraven lansko leto z Urožem, letošnje leto pač ne gre, se pa pripravlja za naslednjo leto. Je bilo pa tudi zelo zanimivo in se je res dalo videti, kako naporna je ta zadeva. To je en izmed najbolj težkih tekmovanj na svetu. No, daj vam nekaj povedati o sami organizaciji takšnega dogodka. Kdaj se že začnejo priprave, da se vse skupaj organizira, kdo so bili partnerji, kdo se je pomagal pri organizaciji tega? V bistvu sva same dva z Urožem, s tem, da neki so pomagali tudi njegova ekipa, katera je šla na RAM. Vključila sva tudi tekaški klub Kotredež, kateri so bolj šli na tekaško zadevo. Kakšne 2 meseca je pa kar trajalo vse skupaj. No, malo je že utečeno, glede na to, da ni nobenih sponzorjev in takih stvari, so pač same dva oziroma s to pomočjo smo organizirali in bilo je v redu. No, na tem mestu moram povedati, da bomo seveda dogodek pokrili tudi, oziroma smo ga pokrili z našo kamero. Predvajan pa bo prispevek v jutrišnji oddaji v Merici športa, v naši jutranji oddaji Merica dobrega. Tako, zdaj pa gremo na ostale aktivnosti športnega društva Spin. Kar nekaj jih je. Društvo ima že kar dolgo tradicijo, že kar lepo tradicijo. Pa dajva najprej o samem društvu. Kako ste razdeljeni po aktivnostih oziroma sekcijah, ne poznam točno notranje strukture društva. Kaj vse počnete in kdo vse sodeluje pri tem? Lansko leto smo imeli obletnico 20 let. Naše društvo v bistvu zaradi tega tudi se imenuje Spin in nadaljuje se Spin, društvo športa, rekreacije in družabnosti. V bistvu se je šlo pa Spin je udarc pri badmintonu oziroma pri vseh udarcih, kar je z loparjem, in ker začeli smo samo z badmintona. In dolga leta smo imeli samo badminton, najeli smo več telovadnic v Zasavju in izven Zasavja. No, potem se je pa začela pa telovadba, počas fitness in tako smo prišli do Spin centra, kateri je zdaj v tem obdobju v 13 stropje celo. Tako da smo kar močni in veliko jih tudi nas obiskuje. Vse aktivnosti se dogajajo pretežno v tem centru ali ste tudi kje drugje še prisotni? V bistvu samo v Spin centru, razen badminton, kateri imamo še v Topliški telovadnici v Zagorju. Druge pa vse v Spin centru. Kdo vse je inštruktor v klubu po panogah, po aktivnostih? 5 ali 6 inštruktorjev nas je, vsak ima svojo vadbo, imamo 3 stopnje različnih vadb,
od najlažjih do zelo intenzivnih vadb. Vmes imamo tudi individualne treninge za majhne skupine, tako da smo kar močni in pokriti z vsem. No, če lahko na hitro, pa ni treba, da ste povsem natančni. Recimo, kako poteka en teden v športnem društvu Spin, kdo ima katero vadbo, kdaj, da bodo gledalci morda dobili občutek, komu so vadbe namenjene in kaj se tam počne, za koga je vse to primerno. Zdaj sam fitness, Spin center je pač narejen. V spodnjem delu so garderobe, sanitarije in velika telovadnica, v srednjem imamo novo crossfit telovadnico, zraven imamo novo telovadnico tudi, kjer so samo bokserske vreče in tatami za borilne veščine. V zgornjem delu smo pa lansko leto polet pa čisto renovirali, prenovili fitness, tako da je fitness zdaj samo v enem nadstropju, spodaj dol so telovadnice. Fitness je odprt vsak dan od 5 zjutraj do 10 zvečer, recepcija dela od 5. Vadbe se začnejo pa popoldan, jutranjih vadb pri nas ni, ker pač ni obiska. Tako da začnemo z lažjimi vadbami, ki so vsak dan v 5:30 se začnejo in zadnja vadba je v 7:30, to se pravi, da so 3 vadbe na dan. Vmes imajo tudi podjetja, kateri zakupijo termine in imajo pa tudi čisto individualne vadbe za njihove zaposlene. Tako da je vsak dan po 3 ure vadbe od ponedeljka do četrtka, v petkih je pa v bistvu samo ena vadba, no, je pa ta indoor bike, kateri je v petkih v 7:30. Omenili ste crossfit, ta zvrst je kar v porastu v zadnjih letih. Ja, jaz sem tudi pristaš bolj te same vadbe, ker se mi zdi, da je zelo učinkovita oziroma zelo uporabna. Ker v bistvu to so funkcionalni treningi, kjer nas pripravlja v vsakdanje, v življenje, dela se od počepu, metu, pritegu, vleki in vse to, kar dejansko človek rabi v normalnem življenju. Če moraš kaj okoli hiše narediti, pa kakorkoli ti vsaka taka stvar pride prav. Ali če moraš v peto nadstropje iti, ti tudi taka zadeva pomaga, ti dosti lažje. Ja, ta funkcionalna moč je nekaj drugega kot tista moč, ko samo treniraš, izoliraš določene mišice. Ne? Ja, zelo. Se tudi v postavi vidi velika razlika. Sigurno je drugačna. Jaz pravim še vedno, v eno vajo je treba vključevati čim več gibanja. Ne? Pač tisti, kateri bolj v teži dviguje, imajo pa več maksimalne moči, katero ti ne moreš razvijati pri funkcionalnem treningu, ker ne dviguješ takšne bremena. Ne? Ja, no, imam še pripravljenih nekaj vprašanj o samem društvu, pa ker sva ravno začela to temo, lahko zdaj malce tudi zajadrava bolj v te vode. Vi ste strokovnjak za fitness in za crossfit. Je res, da recimo v zadnjih letih, saj meni se tako zdi, te rečemo fitness, tudi študij za oblikovanje telesa, je v porastu nasploh in se mi zdi, da vse več moških tudi koristi to vrstne usluge. Se strinjate s tem? Ja, vsekakor fitness. Je tako in tako, bolj moška populacija, tako. S tem, da se popravlja, prihajajo tudi ženske, prihajajo tudi mlajše in starejše. Tako da jaz sem zelo zadovoljen, da v naš center, v naš fitness prihajajo moški in ženske, od mladih do starejših. Za same vadbe je pa glih kontra, je pa še vedno veliko več žensk kot moških, ampak se tudi to popravlja, ker spoznavajo, da ni to samo aerobika, tista klasična, stara, plesna in takšna varianta, ampak dejansko to je telovadba, katera nam daje zdrav način življenja. No, tudi sam imam nekaj izkušenj s tem, sem bil pred kakšnim letom operiran na hrbtenici, je bila rehabilitacija oziroma še vedno poteka, sem zdaj v nekem procesu in moram reči, da sem po nekaterih treningih kar precej utrujen, pa sem včasih treniral nogomet po kakšnem kondicijskem, tako kot vi po kakšnem kondicijskem treningu, sem mislil, da sem precej utrujen, pa sem potem videl, da obstajajo tudi drugačni načini, da... Ja, ko sploh ni treba, ne vem, kakšne poskoke delati, ne vem, kaj težkega dvigovati, ampak te izometrične obremenitve so zelo lahko naporne in isto se da zašvicati. Čeprav tudi te, rečemo, naši vedeči, sploh na skupinskih vadbih, ki so navajeni tistega drila, mora biti švic, mora boleti, ampak jih zelo težko pripravim, da demo pa drugačen trening narediti. In dostakrat se pričkamo, pa preveč pauze, pa tretji. Ne, telo mora se adaptirati, moraš se nafilati, da lahko novo serijo spet narediš maksimalno. Ampak to je tista še stara podzavest in v eni uri moram umreti, drugače nisem naredil, ampak ni res. Da se je treba ubiti, kot radi rečemo. Včasih kakšen centimeter, dva v samem položaju telesa lahko pomeni ogromno razliko.
pri učinkovitosti vadbe. Me pa ravno to zanima. Je več potrebe sedaj po recimo individualnih vadbah, omenili ste recimo podjetja za zaposlene, je recimo to, se čezalje več ljudi odloča za individualne vadbe, ko je program posvečen samo njim? Zdaj, sama podjetja imajo pač treninge za svoje zaposlene. Spet odvisno od podjetij. Eni lahko imajo možnost priti na naše redne vadbe, pa jim firme sofinancirajo, določene firme imajo čist za sebe. Ne. Zdaj, kar je pa glede individualnih vadb oziroma obiskov, je v porastu, ampak še vedno v Zasavju oziroma v Spin centru zaostajamo za drugimi centri. Še vedno ni toliko, ker je pa taka zadeva ni glih pocen, še vedno ne. In marsikjer si to ne more privoščiti oziroma si niti ne predstavlja, kaj ga čaka, ali ga je strah, ne vem kam. Po moje je pa bolj problem pa s financami, ker si ne privošči takšnih zadev. Ne moreš pa delati pa za isti denar, kot rečemo skupino. Tako da trener se mora le pripraviti individualno za eno stranko vzeti čas, ne, in to ni isto kot skupina. Ne. Ravno to, te individualne zadeve, ne, lahko tudi trener precej več naredi, se bolj osredotoči. Najbrž ne, za trenerje je to še vseeno lažje. Najbrž. Za njega je lažje in za stranko je tudi boljše v bistvu. Čeprav se trudimo, sploh pa nas inštruktorji, se dosti trudimo, da med samo vadbo popravljaš vadeče, če vidiš, že kaj narobe naredi, da dela narobe, greš do njega, ga popraviš, ampak še vedno je skupina 15, 20 ali pa 10, odvisno, koliko jih pride na določen trening in ne moreš čisto vsega res porajtati in videti. Zaradi tega je individualni pristop čisto drugačen. On se res posveti tisti dotični osebi in jo popravlja, vodi jo in te dviguje, ti daje moralo in vse skupaj. Se srečujete tudi recimo s posamezniki, ki prihajajo po težjih operacijah ali pa po zadevah, po katerih je telo res utrpelo hud udarec oziroma se je spremenilo, in koliko recimo je potem takšna vadba drugačna od vadbe z nekom, ki želi se spraviti v formo ali pa mogoče hujšati karkoli? Tega imamo čez dalje več. Hrbtenica predvsem. Hrbtenico mi nimamo. V glavnem prehajajo bolj zaradi ukvare oziroma rekonstrukcije kolena. Po operaciji kolena, teh imamo pa kar nekaj. In v bistvu to so čisto individualni pristopi, s tem, da je praksa pri nas takšna, v glavnem to tudi jaz pokrijem, dobiva se stranko, pogovoriva, napišem program, po tistem se dobiva naslednjič, greva čez cel program, mu pokažem vaje, sam proba, če kaj ne gre, popraviva, dodava ali dozameva, potem ponov program napišem, še enkrat greva čez tist, potem pa ponovadi 4 do 5 tednov dela ta program, ker se procentualno se to ponovitve dviguje oziroma bremena kakorkoli. Po tistem se dobiva še enkrat še nov program, pa če želi naprej nadaljuje, se zmenjava pa pač sam naprej nadaljuje. Tako da v bistvu smo na začetku skupaj, vse pokažem, razložim, pa sam dela te vaje. No, zdaj bodi dovolj o teh nijansah fitnesa. Meni osebno zelo zanimiva tema, verjamem, da tudi za gledalce. Dajva še kaj povedati o samem društvu. Omenila sva dobrodelnih 24 ur športa, kateri drugi večji dogodki se še dogajajo v vašem društvu, če se sedaj omejiva na leto 2019? V bistvu nimamo nič veliko takšnih dogodkov, smo dobrodelni. Imamo namen tudi, vsak let smo zraven pri 10 krogov za 10 nasmehov, v Trbovljah, ko je tam. Kaj smo še? Še prejšnje cajte smo tudi dobrodelne zadeve rihtali za Južne brate. Drugače pa drug projekt največ, kar je, imamo pa ta nizki štart v novo sezono, tako je vsak let septembra oziroma oktobra pred novo sezono, katerega organiziramo v športni dvorani, na katerega sem tudi zelo ponosen, ker 180 rekreativcev spraviti v eno telovnico noter, ker to le ni veselica, ni to enostavno, ker marsikjer vsak laufa tam za sebe, en tam kolesar, to jih moraš pa pol noter spraviti. Jaz mislim, da je to lepa zadeva in sem zelo ponosen, da jih spravimo tukaj skupaj. Drugih stvari pa takih pa nimamo. Omenila sva že, da za društvo, ki se ukvarja s tovrstnimi aktivnostmi, imate že kar lepo tradicijo v Zasavju. Ko danes se ozrete na začetke in na prehojeno pot, kaj je tista stvar, ki bi jo morda spremenili, ali pa stvar, ki vam je dala največjo lekcijo, ali pa stvar, na katero ste najbolj ponosni? Spremenil
Spremenil bi v bistvu, če bi še enkrat začel od začetka, bi šel morbiti isto pot, ampak samo druge prostore bi iskal. Čeprav v tem centru, kot ga imamo, spin centri na Zlakih, nič ne fali, ampak ni namenjen pa rekreaciji, ni namenjen športu, ker so v telovanju so stebri noter, kateri so moteči. Fitness imamo zdaj čist gor pod streho, ko prihaja do velik tresenja, ropotanja, ko pač spuščajo teži dol. Tako da ta zadeva mi ni tukaj všeč. Sam nimam pa kaj drugega narediti, ker je pa leto tu kvadratu, jih nimaš kam dati. Ne obstaja takšnega, oziroma vse drugo je predrago, ker smo pa še vedno v Zasavju, se ne da to pokriti s prihodki od članov in zato je treba ustrajati tam, kodar smo. Tako da samo v bistvu to bi spremenil, če se da, drugače sem pa zelo vesel in ponosen in tudi na to, da ljudje čez dalje več jih hod, jih obiskuje, se rekreira, odejo v redu. Si treba kar prilagoditi okolju, ne? Če bi imeli takšen studio v Ljubljani, bi najbrž bile cene malce drugačne. Ja, verjetno bi bile, čeprav v določenih teh večjih centrih je dejansko cenej, kakor pa pri nas, ampak je pa spet drugačne, ker mi ne delamo na masi. Ne? Mi delamo s tistem, kakor so, probamo čim bolj kvalitetno delati, jim nuditi maksimalno možnost treniranja. Marsikjer mi prav v fitnessu, ja pa imaš tako ceno. Sem rekel, leta, prvo, kar je, ko priješ tih meni v fitness, povej mi, kdaj nisi mogel trenirati tisto, kar si hotel. Sem rekel, kdaj se nisi mogel stuširati, imaš toplo vodo, kdaj nisi mogel trenirati, kdaj je bilo umazan, to vse za sabo pa ne se, to je treba vse plačati. Drugo, kar je, jaz, če bi cene spustil, bi bilo tukaj več ljudi, bolj bi se uničvali, to je enkrat ena. Drugo, kar je, pa ne bi mogel trenirati. Ti, če priješ v fitness, nimaš čas oziroma voljo čakati, da bo en namesto tebe tam, ne vem, premetaval, ti ga čakal. In iz tega ven jaz mislim, da je to čisto v redu, da držimo en nivo kvalitete, reda in miru. V redu, čisto v redu iztočnica. Vsak mora imeti svojo poslovno strategijo in se jo držati. Kako je kaj s sodelovanjem z drugimi klubi? Vemo, na Izlakah, recimo je športno društvo Izlake, ki ima zelo veliko sekcij. Kako kaj sodelujete? Sodelujete pri kakšnih projektih? Ne, mi smo kar bolj individualisti, nismo bili. To, kar je, vedno rad priskočim, če me kdo kaj prvo pomagamo. Zdaj tudi so me klicali iz VDC, če bi lahko njihovi varovanci telovadili pri nas, ker so dobili so financirane določene sredstva, sem rekel, tukaj so dobili, kar so dobili, ostala bo spin, vam sponzor, tako da 2-3 na teden jih pripeljejo k nam, dopoldan, ker ni glih veliko ljudi, da pač imajo v meri, da lahko svoje stvari delajo. Drugače pa te dobrodelne zadeve, tako da radi volje, kje pomagam, če se le da. Nič narobe s tem, no, glede na tale vaš odgovor, pa tudi ne preseneča, da člani Športne zveze Zagorje, ki se je formirala, lahko rečemo, pred kratkim niste, tudi mislim, da večina športnih društev ni pristopila k tej zvezi. Zakaj ne in kje vidite prednosti in slabosti takšnega združevanja? Po prvi spojem nisem se niti veliko informiral glede tega. Ker moja filozofija je takšna, da mi smo športno društvo, katero se lahko preživi samo. Jaz pač nisem, noben ni pa ne zaposlen v društvu, jaz hodim redno v službo. To se pravi, da za vse tiste stroške, katere imamo, se pokrijemo s članarinami oziroma s kartami. In meni ni interes, da bi iz proračuna, ne vem iz koga, ven jemal od nekoga, ki si zelo teži ta sredstva, oziroma ko jih veliko bolj potrebuje, kot jaz. Oziroma, zdaj ne smem za sebe govoriti, kot naše društvo. Se razumem. Ja, iz tega ven, zdaj za samo združenje, oziroma ne vidim nobenih koristi. Tako da iz tega ven se nisem niti odločil, niti veliko se zanima. Pošteno. Gremo še malce k nogometu. Vi ste nekdanji nogometaš, torej vratar. Vratar, ja. Tudi sam sem vas pogosto gledal, ko sem bil še malček v Zagorju. Sva z očetom bila soigralca. Tako. Ja, oče ima kar veliko soigralcev, moram reči, da tu v studiu sem že imel kar nekaj bivših soigralcev. Ampak jaz imam vsaj osebno na tisti čas zelo lepe spomine. Takrat je tudi nogomet v Zasavju
pomenijo malce več, nogometaši ste bili malce bolj spoštovani, vseeno se mi zdi kot danes. Kako danes gledate na to svojo nogometno kariero in koliko ste še prisotni v nogometu? Gledate kaj lokalne klube, greste kdaj na kakšno tekmo, zajadrate kam? Ne. Nič ne spremljam lokalne, sploh ne, tudi na televiziji večjih, zelo malo gledam. Zakaj ne? Ne vem, vsak dan sem v fitnessu do 10 zvečer, se stoširam, v meri pridem domov, se mi niti ne da popreizpovedati. Liga prvakov, kdaj kakšen drugi polčas? Redko, ja, na koncu karkoli, pa tudi zdaj sem gledal Slovenijo, sem gledal, ampak da bi rekel, da to res spremljam, ne. V Zagorju na nogometnem igrišču, na zadnje sem bil, ko sem imel sam dobrodelni trening, tam tisto so pregovorila, ko smo delali dol za južne brate, smo imeli na nogometnem igrišču trening, takrat sem bil na zadnje. Da bi šel pa tekmo gledati, pa ne, enostavno nimam, bom rekel, da nimam časa, ne vzamem si časa. Ja. Pa tudi med aktivno kariero bilo tako, niste tako aktivno spremljali ali takrat ste bili v nogometu na polno? Da bi spremljal ostale, da bi gledal tekme, niti ne. No. Sem pa res užival in rad sem bil golman in mislim, da sem bil kar v redu. Velja tu poudariti, takrat je bila ekipa malce bolj konkurenčna kot je v zdajšnjih časih, to je bila prva, druga liga, sami ste bili vratar, vemo kako je z vratarji, samo eden tam lahko brani, tudi takrat, ravno to, ko sem prej omenil, se mi zdi, da je bil v Zagorju, pa nasploh v Zasavju, nogomet bolj doma takrat kot danes. Takrat je bilo, tudi mene je bilo všeč, ker v tistih časih se je začel, pa ne vem, kdaj se bo sprt, pa se je razbil pač vse skupaj, so se začeli klubi združevati. Iz Kisuca, iz Trbovlja, iz Zagorja, iz Litije so prihajali igralci, kar je, jaz mislim, še vedno filozofija bi mogla biti v Zasavju. Ena občina ima en šport, ena občina ima drug, se pravi, da so manjši klubi, ampak še vedno tisti boljši, dobri, starejši, naj prehajajo pol v eno skupino. Člansko ekipo. Člansko ekipo, drugi, da se pa pol samo gradi. Ne. Ampak takrat je to bilo možno in je tudi so bili rezultati. Ne. Zdaj pa vsaka občina za sebe životari. In škoda je to. Ne. No, ker ne spremljate toliko, vam bom pa jaz povedal, recimo mladinci, kadeti, Rudar in Zagorje, vemo, da je neko rivalstvo. Potem, ko sta obe ekipi padli iz druge v tretjo ligo, se je zdaj združena mladinska in kadetska ekipa, se je tudi že na mlajših selekcijah je potreba po združevanju, ker recimo tudi že danes talentirani fantje pri kategoriji mlajših dečkov, ne starejših, odhajajo v Ljubljano, v Celje, Domžale in enostavno zmanjka tega bazena selekcije, se je treba že pri mladincih združevati, da si konkurenčen, pa še tam nisi povsem konkurenčen več. Gremo na zadnji del oddaje, bomo začeli z nogometom, pa ni nujno z nogometom. Katere druge športe še spremljate, poleg tega, s katerim se ukvarjate, katere športnike, za katere klube ali športnike navijate, bom tako vprašal? Kluba nimam nobenega. Šport spremljam, čez zimo sem spremljal, kakor sem spremljal smučanje, ker še vedno rad smučam, grem kdaj na kakšno to masters tekmovanje. Drugač pa moj hobi trenutno je tudi downhill, spust s kolesom. Tako da dostikrat zvečer, ko sva prej rekla, da ne gledam televizijo, vzamem pa tablico poeslo, pa na YouTubi kakšne filmičke gledam oziroma take stvari, pa bolj iz tega. Pa kakšne treninge in take stvari, ja. Smo imeli tudi že v studiu Sebastjana Zmrzljaka, smo tudi že v tej panogi nekaj, tudi po dirki na Lošinju, ki je tudi po zaslugi Red Bulla, recimo, kar obšla svet, kar zanima panoga. Zadnja knjiga, ki ste jo prebrali, je? Včeraj. Kjera? Včeraj sem končal Jezero. To je slovenski pisatelj. Na katerih spletnih straneh ste največ? Športnih. Katerih? Na YouTubi sestavo za treninge. Aha, ok. Najljubši film? Ne vem. Noben ne prije na misel? Ne, mislim, ne pade. Tudi TV serija, nobena? To pa sploh ne gledam. Tudi niti kakšnih krajših, humorističnih ali kakšnih tak nikoli. Zvrst glasbe, ki vam je ljuba, kaj si vrtite, recimo v avto, ko ste sami, pa vam nekaj paše? Stari jugorok. Dajte nam kakšnega izvajalca. Parni Valjak. Parni Valjak, ok. Če bi se preselili iz Slovenije, če bi imeli vse možne logistične in finančne možnosti, bi se preselili iz Slovenije in če bi se, kam bi se? Ja, zdaj, če bi se, kam bi šel? Nekam na tople kraje. Tople, pa ob morje ali ne? Ja. Ob morje.
Ja, ali pa kako Kanado, kak jezer. Važno, da je voda. Voda. Da je gost. Včeraj bi šel okoli kakšnega jezera, da je gost okoli voda in take stvari. Ja. Okay. Če bi lahko šli na kavo oziroma kosilo večerjo s katerokoli znano osebnostjo na svetu, ni nujno, da je iz sveta športa, lahko je to šov biznis, gospodarstvo, politika, kdo bi to bil? Težko vprašanje. Ja, veliko je ljudi na svetu. Ki nimam benga, ne vem. Kakšen filmski igralec, igralka, športnik? Ja, ne vem. Zdončiča. Ja, Zdončiča. Bi ga bilo kar kaj za vprašati. Ja. Najbrž bil kar zanimiv pogovor. Tako kot je bil zanimiv pogovor tole, gospod Igor Trampoš, jaz se vam zahvaljujem za obisk v našem studiu. Želim vam pa seveda vse dobro v profesionalnih in v zasebnih izzivih v nadaljnjem življenju. Hvala lepa. Gledalke in gledalci, to je bil Skok v šport z Igorjem Trampožem. Hvala za pozornost, se vidimo spet prihodnji teden, do takrat pa srečno.